Živijo, sem Kaja Škoflek in sicer sem bila izžrebana v nagradni igri za preobrazbo. Se zelo veselim, kako me bojo punce naličile in uredile frizuro. Zdravo! Natalija. Kaja, me veseli. Mene tudi. Izvoli! Hvala. Naprej. Kaj vam je za danes delale? V bistvu imela nekaj čim bolj naravnega. Ker nisem oseba, da je bila vsak mesec nekako pri frizerju. Da čim bolj naravno zgleda, da ne pride pol do onega učinka, aha, rabi že frizerja. Aha, tisto taka. Ja. Taka si bolj polletna stranka, rečemo. Nisi tista Pol leta do 1 leto. mesečna. Ne. Ja, pol bi mi dva res osvežile tole izrastek, pa konice. Lahko malo nijanse spremenijo pri konicah. Vse to se pol z časom se to spere. Ali pa, ne vem, da bi šla, da dobiva nek tak odtenek, da se lepo zlije iz rjave. Tukaj pa lahko, a gremo bolj na belo blond, bolj na sivo blond, bolj na... Bolj tak, čim bolj svetlo, da bo mogoče za odtenek svetlejše. Tako. Pa zdaj pogrešaš dolge lase. Pa tek na trenutke, ampak drugače, ko si umivam, je pa fajn, da so kratki. Ti je v redu ta dolžina ali bi jo mogoče kaj... Mogoče za centi dva. Mogoče jo malo Čist malo. prikrajšala. Ja, čist malo. Pa bo naredila potem, kaj imaš rajši? Ravnost? Ravno. A si tista za ravno? Ravno. Ja, v redu, bom upoštevala tvoje želje, da boš res zasijala v svoji lepoti. Super. Ne? Istok zdaj snemam, moram zaključiti, ker res zamujam. Snemalec me pa že tule čaka. Živjo! Zdravo, dragi moji. Ja, kolegica Natalija me že čaka. Hitim notri zaradi tega, ker je tudi naša kandidatka verjetno že na stolu. Da ne pozabim, v oddaji Beauty by Katka zasite v svoji lepoti. O, živijo punci! Zdravo. Vidijo pa že delata tule. Ja, smo že pridni. Zdravo, Kaja! Zdravo. Me veseli. Čestitam še enkrat, ne? Čeprav so vsi mislili, da ta Kaja sem jaz, ne? Ampak ne, jaz sem Katja. Natalija, vidim, da si že pridna. Jaz sem čisto odpadla. Povejte mi, kaj delata? V bistvu Kaja želi imeti naravno to, kar Kaja je, naravna deklica in ni glih tista stranka, ki hodi vsak mesec frizerju in dejansko to, kar ima, mi je pol leta ni bila, njen naravni last, izrastek in bomo mi dva zdaj to osvežile, naredila bomo temni izrastek, ko se bo prelival v tako svetlejšo, tu manjanco spremenila, da bo šla bolj v drugo smer, bomo na koncu videli, v katero smer. No, da vam malo prekinem, ampak ne pozab, na preobrazbi smo, ne? Torej, nekaj spremembe pa da mora biti. Nekaj spremembe bo definitivno, ker po pol letu od frizerja mora biti sprememba. Se mora opaziti nekaj. Da, bo. Kaja, si dovolj pogumna? Sem. No, jaz se veselim tole dela, recimo za pramena. Jaz pojma nimam, ko pridem na sto, ponovadi se pač prepustim in mi je čisto en, kam mi dela frizerka, sam pač, da nekaj dela in da jaz lahko uživam. Smem pa ti povedi, koliko časa recimo porabiš za pramene. Ja, takle. Tule jaz dejansko zelo barvam, to ne delam pramene. Kadar delam pramene, ti stravim ziher 1 uro več, sigurno se podaljša. Zato ker preden ti pramenčke lepo natančno daš na vse lase, pa odvisno od tehnike barvanja, karkoli. Definitivno je tale tehnika, ko imamo barvanje, za 1 uro krajša, kot pa tehnika spremeni. No, če gledamo 10 let nazaj, sigurno je bila kakšna drugačna tehnika barvanja, druge barve, drugi preparati. Ja, pa moram reči, da v zdajšnjem času je ful veliko več imamo na razpolago. Frizerji, možnost šolanja, izobraževanja, veliko, ogromno nove kozmetike prihaja na trg in proizvajalci res upoštevajo, vabijo na seminarje, da predstavijo barvo na modelih, pa vse to. Ja, smo davč naprej, kar se tega tiče, to pa moram reči. No, ker tudi sama opažam, da zadnje čase nisem po 3-4 ure pri frizerju, ampak samo urco do 2. Ampak zahtevna sem pa vedno bolj.
Čakaj, ti si rekla, da so ti všeč kodri. Kaj če pa vidva bolj kodra naredila? Jaz pač hočem imeti naravno skodrano res. To pa smo skozi govorila, da bi imela skodrano. Ja pa dajmo, no, da ne boš prišla si s takimi ravnimi, pa dajmo, da bomo skodrane naredile. Tako ne boš zdaj vno. Ja. Tako je lepo variantica, da ti bo pasalo. Valovit. Ne? Da upoštevam tudi tvoje želje, ne vem, meni se to zdi ful pomembno pri strankah. Res, jaz, ko imam stranko, vedno se ful pozanimam, kaj dela, s čim se ukvarja, kako si glava sama pere. Zato, da veš pa, da recimo še pri samo striženju, kako jo strižeš, ali bo ona si pa, ne vem, starejša gospe si vedno strogo navija las, to mora biti tak. In pa tudi je temu prilagojeno striženje. Tisto, ko si pa las naredi, ne vem, opere, posuši pa gre, je pa tudi fajn, da ga ostrižeš že pri meni, da se opere, posuši, pa strižem tako dolgo, da se posuši, pa gre. Je to to. Zdaj pa imaš časa za premislek 20 minut. Si še lahko premisli? Ne, lahko greš taka ven. razmišljaš, ne vem, bilo če. Kaj te je pripeljalo do tega? Zakaj si bila ravno ti žrebana? Zato, ker vsaka stvar v življenju se zgodi z razlogom. To je itak. No, vidiš, mogoče te bom pa zaprosil danes. Če sem že. A čekaj, zaprosil te že? Ja. Poročila se pa še nista. Imate Torej- datum v roke? Ja, ne. Ja, ne, kaj zdaj to Ne. pomeni? Nima reda. Mogoče bo ta pa danes določila datum v roke. Kaj ja? Kaj je to najljubše pri frizerju? Mislim, da ravno to. Umivanje las? Ja. Ok, zdaj imam eno presenečenje še za tebe. Vidim. Malo se boš relaksirala. A imaš kakšne probleme s križom? Ne. Potem ti bo pa tole zelo pasalo. Paše. Si uživala na stolu? Noro. Zdaj bomo pa mi šle malo postrižiti, sva rekla. Ja. Neka nova tehnika zavija na vas. Ja. Kako si pa ti doma narediš? Pač normalno lase, dol, A si frotiraš lase? Ja. Ne to delati. Ja, sem... Zelo Ja. zlave lase imaš in boljše, da takle pustiš malo, pa pol naprej delaš, ker tistih še dodatno las, ko je moker, je dosti bolj občutljiv in se prej potrga, če ga res pregrobo, pa to ni zdaj tako, da se kar raztrga, ampak res. Boljše je delati z lasmi, ne vem, tako. Radi se moramo imeti, pa tudi svoje lase, ne? Pa smo rekli, da malo postrižemo, Ja. pa bomo naredili kodečke. Ok, super. Da se ti želje iz otroštva izpolni. Pa tudi čez par dni. Ne? Res. Ja, v bistvu na mokre lase si naredim jaz ponovadi osnovo. Pač kar želiš, las je bolj voljen pa vse. Odvisno od tehnike striženja, bi jaz temu rekla. Na suhe lase imaš pa tisti pol point zaključno striženje, da las res tisto pade pa vse. Ni vedno potrebno, včasih je čist odvisno od lasa, od vsega skupaj, tako da. Koliko se frizer odloči, tako da bi jaz rekla, da tu imamo malo možnosti.
Zamislim, kako frizuro bi pa mogoče za poroko. Zdaj te bom pripravila, lase te mi dala malo stran, da te pripravim za make-up za Katjo. Okay. Katja dobi v roke. Jaz ti tule ti dam takle špangice, da mi ne bo... Ok, Kaja, pridi. Živjo. Živja, evo, to je pa moj vroči stol. Pa malo višji. O, ja, da te dosežem. Bo v redu? Super. Jaz ti bom pa dala drugo pregrinjalo gor, Ok. zato da zaščitimo tvojo obleko. Ok. Da mi povej, kakšne želje imaš. Čim bolj naravno. Čim bolj naravno. Ampak, lej, vodaj preobraz psi, Ja. torej to pomeni, da vse mora nekaj biti. To pa se samo odloči, kaj bo to posebno. Ok, mi zaupaš? Ponoma. Se veliko ličiš? Nič. Nič. Ne. Daj si se sploh na zadnje naličila. Mislim, da več kot pol leta. Aha, ti imaš vse na pol leta. Frizura, make-up. Skoraj tak je. Ok, v redu. Ampak poročiti se ne smeš vsake pol leta, ne? Ko se boš Ne, poročila, to to pa ne. mora držati. In to pa itek. No. Torej, za popolni make-up je pogoj, da je koža očiščena, negovana. Jo kaj neguješ? Ja. Super, s čim? To pa krema definitivno. Zjutraj, zvečer. No, To to sem porabim. da slišati. Drugače niti za spat ne moreš. No, super. Vidim, da nimaš neke problematične, razen pač malo rdečice, ampak to je tudi primerno zdaj temu letnemu času. Tako bom rekla, make-up in risanje na katero drugo platno je praktično nekaj podobnega. Ne? Vse posod so barve, vse posod je nek nov izziv. Recimo za mene je vsak obraz novo platno, zdaj, ker ima vsak obraz svoje specifike, ne? In je treba pač temu prilagoditi vse skupaj. Tako da jaz pravim, da slikarji in mi make-up artisti imamo kar dosti skupnega. Ja, Vsi smo malo nori. Vsak Malo na svoj heca. način. Ja, res je. Zdaj pa malo gor gledati, malo korektorček dale. Katja, kako dolgo pa že ti ličiš? Jaz ličim uradno 6 let. Prej pa pač tako, ljubiteljsko. Pač vse nekaj pa vedno nek začetek, ne. Drugač pa, ali se spomniš, pri likovnem, v osnovni šoli sem zelo rada risala. Ja, res je. No, od tam ven izvira ta moja strast po barvah. Praviš, da nimaš rada preveč umetnega videza. Zdaj, jaz obljubim, da preveč umetna ne boš prišla ven. Razlika pa mora vsem biti. So pa itak. Danes, ko te je tvoj dragi pripeljal sem, kaj je rekel? Ja, da me morate zrihtati. No. Aha, je pa on izrazil kako željo, kako moraš priti domov? Ja, rekel je, da me morate zrihtati, ampak itak je preveč me ne morate, ker sem že tako red. Super. Super. Tako da čim bolj naravno. Evo, to je bistvo naše vdaje. Vsaka ženska je lepa, sije v svoji lepoti, mi pa dodamo piko na i, da zasije v svoji lepoti. Torej, danes boš zasijala. Pri tekoči podlagi si je treba vedno čas vzeti za to, da jo lepo enakomerno nanesemo, da ni nekih lis videti, da prikrijemo tiste pomanjkljivosti, sploh kadar gre za bolj naravni make-up, je še to toliko bolj pomembno, ker v tem primeru ni toliko produkta na obrazu in je treba res na vsak detajl gledati. Včasih pa približno rabi za en tak res koren make-up. Cirka 1 uro. Približno 1 uro, zdaj za naravni make-up malo manj časa.
Reč, da res je, da prav učinek, dobro uro. Za pritučke bomo navlažile. Zelo pomembno je tudi, da se vlaži vmes koža. Ker je v svetu make-upa zelo pomemben, da dobimo neko perfekcijo, čeprav jaz pravim, čisto vsak človek je perfekten v svoji kompoziciji, kakršni je, ampak v svetu make-upa je pa neka perfekcija ovalni obraz. Pa kot najstnica si se rada ličila? Nikoli. Jaz sicer bom se malo poigrala z barvami, ampak vse en. Kaja, zdaj te pa prosila, da zapreš očke, zato da jaz izmerim. Natalija, se še spomniš, kako smo mi to merile? Kako smo že delali? Naj pridem bliže. Zmeriš te prvo, potem pa odrežeš. ampak ima lepe velike očke in ne bo treba nič rezati. Nič rezati, ena izmed redkih srečnic. Tole je lepilo, dodamo lepilo gor, ne pretiravamo s količino, ampak glih toliko, da je malo, po celi dolžini. Kaj ti me kar zaprte očke, dokler ne rečem nič odpirati. In zdaj bomo najprej dali eno trepalnico. Što mene tako zanima? Ja, včasih je prava umetnost, sploh če se ti kera naravna vmes prikrade, zna biti zanimivo. Pa samo pritisneš na veko, vedno pa mora biti naslonjeno na naravne trepalnice, ne sme biti nek na sred veke. Pri tem je pač treba imeti malo potrpljenja, živce, po domač povedano. Zopet bom zmerila, jaz za čisto vsako oko zmerim, zaradi tega, ker včasih se zgodi, da imajo dekleta, žene, punce, gospe, zelo nesimetričen obraz, kar ni nič narobe. Vse smo vsi, ne? Ja, večinoma smo vsi, ampak eni imajo res izrazito drugačne oči, eno od druge, in posledično to pomeni, da tudi veke so drugačne. Ne treba včasih celo pri kakšni kar fajn na drugi očki rezati. Ampak tale najin model danes nima teh problemov, razen jaz, da se je lepilo na mene napopalo in se potem posledično trepalnica na mene popajo. Eyelinerčka. Da zopet malo zapreš očke, pa imaš zopet zaprte, dokler ne dovolim odpreti. Ne bom pa pretiravala z njim, tako da boš imela slepo linijo. Druga očka. No, Natalija, dej, povej, kaj si čarala. Jaz sem kaj osvežila barvo. Saj se vidi, kako se lepo preliva. Postrigli smo špičke. Njena otroška želja je, da je imela kodre, da bi imela kodre, in kodre sem ji tudi naredila, da malo gre v tiste otroške dni. To je na hitro bilo? To je bilo zdaj čist na hitro, ker sem vse sproti povedala, tako da Kaja blestiš.
No, jaz bom pa rekla, da si zasijala, ampak najprej boš mogla tudi sama povedati, če res si zasijala, ampak mi vemo, da si. Jaz sem pa naredila kaj? Eno tekočo podlago, ki je primerna njeni koži, njenemu tenu. Vsekakor nisem pretiravala vzretja, ker je rekla, da ne želi preveč umetnega videza. Tako da, ja, bolj sem poudarila učke, dodala umetne trepalnice, da dobimo ta wow efekt, ustnice so pa bolj nežne. To bi bilo to, zdaj pa najboljš, da obrneva, ne? Proti ogledalu. In? Ja, bova tole odprli, ne? In? 3, 4, zdaj. Ja, če bo šlo, mislim, kako si to. Okay. Wow. Se lahko bliže pogledaš. Kako lepo. Kaj boš povedala? Ali si brez besed? Ja, dobesedno, brez besed. Noro lepo. Od frizure do make-upa. Točno tako si rekla, učke si poudarila, Katja, ja? Definitivno tvoje lepe rjave učke, da še bolj sijejo. Vsak ne reče, da imam velike. Kodrit noro lepi, moja otroška želja. Tako da. Me veseli. Usnice, bolj naravne. Super. Super, super. Hvala vam, res. Odlično ste opravili svoje delo. Hvala tebi, da si se odzvala. O glavnem, tako smo se pogovarjali. Frizerko imaš, make-up artistko imaš, za vse ostalo se bomo pa sproti dogovorili, ne? Točno tako, točno. Kaj? Super. Gremo še na zdravit, ne? Ja, pač da. Kaj je hvala? Hvala vama. Okay. Na zdravje, ne pa hvala še enkrat. Opravljeno delo. Na zdravje. Na zdravje, punce. Opa. Tako, dragi moji, oddaja je pri koncu, naša Kaja je zasijala v svoji lepoti, jaz pa vas vabim, da naslednjič zasijete tudi vi. Beauty by Katka, zasite v svoji lepoti. Lepo bodite. Uživajte. Adijo. Čau, čau.